Suhe oči so kar pogost pojav. Zakaj pride do tega in kako si lahko pomagamo, smo povprašali gospoda Roberta Terčelja iz Farmedike. No, suhe oči dejansko se pojavljajo pri mnogih, po nekaterih podatkih, kar nekje nekako vsak 6., vsak 7. ima težave z tem, je pa res vzrokov veliko. Lahko so čisto sezonski, seveda je to lahko vzrok v suhih prostorih, v času klimatiziranega časa, se pravi julij, avgust, ko je bolj vroče, ali pa seveda, ko so prostori segreti zaradi hladnega zraka zunaj, se pravi ogrevalna sezona. Potem seveda vzroki so lahko tudi vezani na nekoliko slabše izločanje solz, nastajanje solz, ali pa je sestava solz spremenjena. Skratka, gre za situacijo, kjer je sestava premalo mazljiva, preveliko vodnega dela je v teh solzah in se ne oprimejo dobro površine očesa, zato tudi hitreje izslapijo in na ta način imamo občutek suhih oči bolj intenzivno. Pri nekaterih je to zelo izrazito, stanje, ki ga težko tudi z navadnim kapljicam obvladamo. Pri mnogih pa gre za prehodne težave, ki se pojavljajo mogoče tudi, ko je več alergijskih odzivov v očesu, ko imamo mogoče tudi več opravka z gledanjem zaslona in tako naprej, kjer manj mežikamo in s tem seveda tudi manj po naravni poti mažemo oči. In kako se čuti take suhe oči? No, čuti se jih zelo značilno z občutkom tujka v očeh, srbenjem, čutimo lahko tudi, kot da nam veke drknejo po površju očesa. Pri nekaterih lahko pride tudi občasno do zamegljenega vida ali pa občutljivosti na svetlobo. Mnogo teh simptomov se izraža nekoliko bolj v jutranjem času in če se to ponavlja, potem dejansko imamo lahko te težave bolj izražene, če so dolgo časa prisotne in dejansko se ne izboljšajo, lahko govorimo tudi o sindromu suhih oči. Pri mnogih pa ne gre toliko za težave s suhostjo, ampak predvsem za težave z utrujenostjo očesa. Ko koncem dneva zvečer pod umetno lučjo čutimo, da vid ni več tako oster, oko postane čez dan utrujeno. In kako delujejo te Foglove kapljice s smetliko? Smetlika je znana zdravilna rastlina za oči. Ja, smetlika je znana, v slovenskem delu seveda tudi zelo vključena v naše tradicionalne pripovedke. Vemo, Kekec je izmaknil smetliko Pehti, in Pehto vedno nekako opisujejo kot slabo, ampak Pehta je bila zeliščarka in je seveda znala pomagati. Tako da smetlika je res pri nas kar usidrana v tem. Je pa seveda rastlina, ki jo poznamo tradicionalno pri uporabi za oko. Čeprav kakšnih velikih resnih študij niso z njo delali, ampak doprinese svoj del učinka pri kapljicah. Pri Foglovih kapljicah lahko postavlja v ospredje tudi hialuronsko kislino, ki je zelo pomembna zato, da zadržuje vlago na površju očesa. Problem je v tem, da seveda suhost prihaja zaradi tega, ker pač solzna tekočina več nima pravega obstoja na površju očesa. Zato se mnogim oči celo še bolj solzijo, ampak ker ta solzna tekočina ne more obstati na površju kot sicer, potem imajo občutek še vedno suhih oči. No in seveda Foglove kapljice za oči pomagajo k temu, da ostane oko dlje časa na površju dovolj vlažno, da je ta občutek suhosti manj izrazit. Druga lastnost dobra bi rekel predvsem, da je to en del dnevne pomoči očesu. Torej ne samo, ko je oko suho, ampak ko imamo občutek utrujenega očesa, skratka nekaj, kar nam oko primerno osveži. Čisto v skladu s Foglovo filozofijo, ne preveč učinkovin, ravno prav, da se lahko tudi pri nekoliko daljši uporabi s takim kapljicam dobro počutimo. Odmerjenje pa je zelo enostavno. Malce pocrkljamo oko, ne? Rečemo tako. Ja. Povejte, kaj pa tisti ljudje, ki imajo leče, jih lahko uporabljajo? No, za te je predvsem pomembno, da karkoli uporabljajo, nima konzervansov. Tako da Foglove kapljice za oči s smetliko nimajo konzervansov. Seveda, ko pa nimaš konzervansov, pa tako naslednje vprašanje je, koliko časa pa jih lahko uporabljaš. In tu pa je poseben filter, HEPA filter, ki je zato vključen v ta odmernik, da drži sterilnost teh kapljic celo 6 mesecev po prvi uporabi. In seveda ima še eno dobro funkcijo in to je, da so enoodmerne v smislu nepakiranja. Torej, ko sprejemo, jih lahko uporabljamo dolgo časa, ampak ko stisnemo dno tega vsebnika in nam kane ena kapljica v oko, imamo točno eno kapljico. In drugo je tudi bolj, bom rekel, ekonomično. Dejansko vsako oko po eno kapljico, tolikokrat
pot je potrebno, običajno nekje 3 do 5krat dnevno, kot rečeno, ne samo pri suhem očesu, tudi občutek utrujnega očesa. Skratka, to je nekaj, kot smo včasih se mogoče, predvsem dame, nega rok, zato da je to zdaj pred leti postalo normalen pojav. Pred 30-40 leti je pa tega manj. Tudi kapljice za oči v tem primeru so, bom rekel, nega očesa, zato da se oko počuti bolj sproščeno, če je primerne sestave in predvsem take sestave, ki je primerna za daljšo uporabo.